Dr. Franci Demšar, danes na Gospodarski zbornici Slovenije predstavljate knjigo Transparentnost in skrb za denar davkoplačevalcev, ki je v zbirki Premiki izšla pri založbi Mladinska knjiga. Kaj vam pomeni pojem transparentnost v smislu naslova vaše knjige? Osnovna ideja knjige je ta, oziroma osnovna ideja transparentnosti je ta, da če ljudje vemo, da to, kar delamo, da drugi gledajo, potem se obnašamo popolnoma drugače. In o tem govori ta knjiga. Sami imate iz preteklosti znan primer dobre prakse, gre za sistem COBISS za sledenje znanstvenih in raziskovalnih del. Kakšna je ta izkušnja? No, v zvezi s COBISSom je izkušnja iz leta 1997, to je knjižnični sistem, v katerega raziskovalci vpišujejo svoje znanstvena dela, in v letu 1997 smo kot obveznost za prijavitelje projekta dodali, da svoja dela, svojo bibliografijo vpišejo v sistem COBISS in jo, ko prijavijo projekt, uporabijo tisto, kar je vpisano tam. Kakšna je bila razlika od prej? Ta dela so sistematično razvrščena, potem v kako dobrih revijah, pri kako dobrih založbah so objavljena in vsi so videli ta dela. Rezultat je bil, da so se kar naenkrat začeli profesori med sabo pogledovati, študenti na profesorje, in kar naenkrat se je vzpostavil en sistem tihe selekcije s spremembo habilitacijskih postopkov, in rezultati aktivnosti raziskovalne dejavnosti kažejo, da se je v tistem letu aktivnost podvojila, in v knjigi opisujem, kakšne finančne posledice pozitivne ima taka odločitev imela. Slovenija ima trenutno 43. mesto med 177 državami po koruptivnosti, kar gotovo ni zavidanja vreden rezultat. Kako povezani sta po vašem mnenju netransparentnost in korupcija, in koliko oziroma kako lahko transparentnost v javni upravi pripomore k zvišanju etičnih standardov in učinkovitosti delovanja? Ja, zdaj ena od definicij transparentnosti je, da je obratno sorazmerna s korupcijo. Se pravi, čim več korupcije, tem manj transparentnosti. Primer učinkovitosti, en primer sem že prej povedal. V knjigi imam kar nekaj primerov korupcije oziroma kako na Ministrstvu za obrambo. V zvezi z znanostjo se v knjigi ukvarjam z konfliktom interesov in zelo konkretne primere navajam, kako z izločitvijo konflikta interesov spet pride do milijonskih prihrankov. Zelo je pomembno eno in drugo. Kako do transparentnosti v javni upravi in kaj je po vašem mnenju potrebno za stabilnost te transparentnosti? Tako kot v knjigi opisujem, so trije glavni elementi transparentnosti. Eno je finančna transparentnost, preglednost celotnega proračuna do zadnjega uporabnika. Druga je transparentnost postopkov, instrumentov, se pravi, na kakšen način se sredstva delijo, ki bi morala biti razložena na pregledno na enem mestu. In tretjo je transparentnost rezultatov, kaj se dejansko z tem denarjem naredi. Predstavljam si, da bi z ustreznim zakonom lahko marsikaj naredili na to temo. Prav zakonodaja je verjetno pomembna. Vi ste dejali, da ste bili zelo razočarani, ko ste odšli z Ministrstva za obrambo, pa se je vaš sistem, ki ste ga postavili, začel za vami tudi rušiti. Sveda, zakonodaja je tista, ki, recimo pravilnik je en nivo, nekoliko nižja pravno varstvo, ki pa kljub vsemu dobro prakso lahko za nekaj časa podaljša. Bolj trdnejši je zakon, še najlepše pa bi bila sprememba ustave, v kateri bi zapisali, da imamo državljani pravico do transparentnosti in da to država mora urediti z ustreznim zakonom, ki te tri elemente opisujejo. V knjigi ste lepo pokazali, kaj lahko naredi javna uprava, dotaknili ste se medijev, kaj pa posamezniki, državljani. Razen tega, da rečemo, takle pač imamo, kaj lahko naredimo? No, če bi nekaj takega začelo malo bolj delovati, potem bi mogoče tudi državljani malo bolj dobili veselje v življenje, in ko dobiš veselje v življenje, se marsikaj dogaja. Z veseljem se veliko lepše dela kot z optimizmom, kot s pesimizmom. Za začetek pa preberimo vašo knjigo, da vidimo, da se da.